Zadnja vaja je bila samo še formalnost. Mimogrede, pred vsako vožnjo sem moral najprej odpeljati poligon, preden sva šla na cesto. Prvič, da sem se ogrel za vožnjo, ne v pravem pomenu besede, ker sem se poleti potil kot v savni, drugič pa, da sem utrjeval znanje za izpitno vožnjo. Se tam je v bistvu ni skrbela, meni je bilo veliko bolj pomembno, da sem končno začel obvladovati motor. Ok, zdaj danes sva zaključila vajo 3.5, to je v bistvu, če seveda vaja uspešno speljana, pogoj, da se sploh lahko prijaviš na glavno vožnjo. Pa je bila uspešna. Za vozniški izpit, to bova na koncu povedala. Zdaj, smisel te vaje je, da se samo oceniš, da mi sam poveš, kje je bilo vse ok, pa če si opazil pri sebi mogoče kakšne manjše napake ali pa da se kje nisi počutil najboljše. Po mojem, da ena napaka je bila, ko sva se peljala čez prehod železniški, pa se nisem takoj ustavil tem, kar bi se mogel, pa sem majčkeno preveč naprej. Ampak pol je bil pa razlog, da nisi videl, rdeče in si mi je pač pomagal. Da je lučka še parkrat utripana, ja. Ok, tako da to še bolj pozoren, pol včasih mogoče preveč vzamemo ovink, če moramo kakšno ozko ulico zaviti, ne? Se pravi za let, ja. Tako, zdaj načeloma ovinki. Ampak je tega že fulman. Ja, na začetku sem več imel. Potem ovinki mislim, da so ok, omejitve tudi načeloma. Super. Zdaj, več ali manj si kar tiste pomembne stvari povedal. Zdaj, jaz te lahko kar pohvalim za tole današnjo vožnjo, mirne duše ti podpišem tale program usposabljanja, da se lahko greš prijaviti za glavno izpitno vožnjo. To, kar si omenil, včasih hočeš malo za leta vzeti, ampak je tega veliko manj. Mogoče še malenkost se pozna včasih, ampak načeloma že lepo linijo v ovinku vzameš. Všeč mi je to, da si začel mrtve kote gledati, tako kot se zagre, a ne? Ampak v bistvu je tudi to. Na začetku te je bilo malo strah verjetno to v glavo, ker nisi imel takšne kontrole nad motorjem, zdaj pa to narediš neodvisno od rok in ti je lažje. Tudi linije v zavojih so že zelo lepe. Vključevanje pa izključevanje iz avtoceste BP, imam kaj omeniti. In toliko z moje strani, ostalo pa super, tako da jaz upam, da čim prej dobiva datum za izpit in da ga uspešno pol tudi narediva. Se že zelo veselim. Tudi jaz. Tako da ja, zdaj pa kva, namaževa ketno, ne? Tako. Pogledava gume. Tako, in to je to. In je to. In ko sem vse uspešno opravil, mimogrede tudi na izpitni vožnji je bilo vroče kopes, ampak smo zmagali, no, zdaj pa lahko še sam uživam. Itak spet iščem takšne prazne cestice in sem še pozno jesen našel takšne, ki so fajn in suhe. Na Primorskem, itak. Ampak glej, vsaj nekaj, da lahko malo treniram. Cool varianta je vsaj na začetku kar rentati motor. Jaz sem ga recimo dobil pri Adriatic Moto Tours, kjer imajo sicer kup različnih motorjev na voljo, tudi malo hujše od mojega Suzuki V-Strom 650, ampak za začetek je tole super izbira. 120 € stane izposoje na dan, če ga vzamem za 2 tedna, je pa 85 na dan. Čistko, če koga bolj mika, da ga vsako leto najame in ne kupuje. Sicer pa stane dobrih 8 € takšen pri TC Motoshop. Motor ima 2 valja, je vodno hlajen, 650 kubikov, 50 kW, kar je 69 konjev, 20-litrski tank za bencin, 213 kg tehta, ima tudi ABS in ogrevane ročke, nekaj vetrne zaščite. V glavnem, cool zadeva za začetnike, kot sem jaz, ker lepo vleče že iz spodnjih vrtljajev, ima dober položaj in dosti udoben sedež, da se da tudi kam dlje. To je pa to! Oziroma ni! Zdaj sem še voznik začetnik, tako da me po najmanj pol leta in največ 2 letih čaka še tečaj varne vožnje, ki ga moram nujno opraviti, potem pa spet izdelati novo vozniško dovoljenje in takrat bo pa res neomejeno. Dokler ne bom prestar. Pa se temu reče, kaj, kriza poznih let.